Predsedniške volitve 2017. Tako poslušalke in poslušalci, čez dober mesec se bodo zgodile predsedniške volitve in v studiu Murskega vala lepo pozdravljam eno od kandidatk za te volitve, gospo Suzano Laro Kraus, kandidatko Slovenske ljudske stranke. Dober dan želim. Dober dan, lepo pozdravljeni. Odkot ste se pripeljali v Mursko Soboto? Pripeljala sem se iz Ptuja, kjer zdaj živim s svojo družino. Sicer sem pa rojena v okolici Ptuja in sicer v Desterniku. Zaupajte nam nekaj o sebi. Kdo je Suzana Lara Kraus? Stara sem 38 let, sem poročena 10 let, mati 2 otrok, ki hodita v osnovno šolo. Po poklicu sem profesor slovenščine in ruščine, vendar v učilnici z otroci nisem nikoli stala. Izvajam sicer tudi tečaje, ampak z odraslimi. Veliko prevajam, to dejansko največ počnem. Pa tudi kaj drugega se najde, kakšno lektoriranje, odvisno od naročila, pogodbe. Podjetnik se pač mora boriti za vsak posel posebej. Kaj prevajate? Iz katerega jezika? Glede na to, da ste rusistka, iz ruščine? Tudi iz ruščine, večinoma iz angleščine in največ prevodov je v angleščino še vedno. Kaj pa prevajate? Različna besedila. Od cenitev nepremičnin do končnih finančnih poročil. Velika večina tekstov so pa propagandni, turistični teksti, kakšni zborniki, raznorazni povzetki diplomskih, magistrskih, doktorskih nalog in podobno. Tako da kot predsednici države, če boste izvoljeni, vam ne bo delalo preglavic znanje jezikov? Ne, znanje jezika ne bo problem. Govorite še kaj razen angleščine in ruščine? Tudi nemščino, sicer malo slabše, ker sem jo v zadnjih letih manj uporabljala, pa bi se osvežilo in bi šlo. Ste torej kandidatka za predsednico države Slovenske ljudske stranke. Kako in kdaj vas je zanesla pot v politiko? V politiko sem se aktivno vključila pred 7 leti. Prej sem bila sicer že simpatizerka Slovenske ljudske stranke, ker v tej stranki je tudi moj oče od vedno in me je on za to navdušil. Začelo se je s pomočjo, sodelovanjem v času kampanje, potem sem postala vodja volilnega štaba in potem počasi naprej do članice izvršilnega odbora in sedaj sem tudi predsednica ženske zveze pri Slovenski ljudski stranki. Tako da niste ravno novinka v politiki? Nisem čist novinka v politiki, čeprav se veliko sliši o tem, kako nimam izkušenj. Bi pa izpostavila tukaj še ene druge izkušnje, ki jih imam veliko več kot nekateri drugi kandidati, in to so te osnovne življenjske izkušnje. Od tega, da sem odrasla na veliki kmetiji in vem, kako živi kmet in kako mora garati, da preživi, do tega, da, kot sem že prej omenila, se kot podjetnica borim za vsak posel posebej, do tega, da imam otroke in se zavedam težav, kot so na primer 1. september bo, pa nimam otrokom kaj obleči in obuti in še knjige rabijo. Sem bila tudi veliko v tujini in sem videla, kako se drugje živi in vem, da bi lahko bilo tudi nam veliko bolje, kot nam je, če bi bili pravi ljudje na pravem mestu. Vse to, kar ste zdaj povedali, so to razlogi, zakaj ste se odločili kandidirati za predsednico države? Poleg vseh teh razlogov bi dodala samo še enega in to je ta: ni mi vse eno in mi je mar. Ampak vendarle pri nas predsednica države nima ne vem kako velikih pooblastil za določene spremembe. Predsednik ima dovolj pooblastil, če zna z njimi delati. Predsednik seveda res, da na koncu samo podpiše zakon, ampak če ima proaktivno držo, če ima voljo, če zaupa svoje ljudi in če misli vnaprej, lahko pravočasno, z vso pozornostjo medijev, ki jo ima, in javnosti izrazi svoje mnenje, svoje stališče in tem spodbudi dialog na tak način, da privede do boljših rešitev, da lahko na koncu z veseljem podpiše tisti zakon, ki je bil sprejet. Katere vrline naj bi imel predsednica države, gospa Kraus? Energičnost, odločnost,
potem tudi sposobnost komunikacije, poslušati, slišati in šele potem govoriti in se odločiti. In predvsem postaviti se namesto tega, kar smo navajeni, nastaviti se, postaviti se s trdnimi nogami na trdna tla, izjaviti stališče in zatem stati. Menite, da pri nas še vedno volilno telo raje voli moške kot ženske? Jaz bi rekla, da je malo drug problem pri nas. Jaz mislim, da volilno telo še vedno raje voli zlo, ki ga poznajo, čeprav je zlo, ker je to poznano zlo. In je potrebna določena stopnja zrelosti in odločnosti, da si dovoliš misliti drugače in da si dovoliš dati glas nekomu, ki razmišlja drugače, ker hoče dobro. Kako vidite sicer položaj žensk v Sloveniji, kar zadeva politike? Položaj žensk ne samo v politiki, ampak na splošno je še vedno, čeprav smo v 21. stoletju, neenakopraven, kaj ne? Saj, če ne bi bil tudi kvot, ne bi potrebovali, ker bi bilo brez kvot dovolj žensk na vseh položajih. Ženska žal še vedno mora pokazati vsaj 10-krat toliko kot moški, da je vsaj približno enako cenjena in plačana kot moški. Kje je ta najbolj neenakopravni položaj, ki ga vi vidite? Od čisto osnovne celice v družini, če rečem tako, mati samohranilka je že v družbi označena kot nekaj je z njo narobe, da je ostala ženska sama in je samohranilka in ima zelo težke pogoje pri iskanju stanovanja, službe in tako naprej. Pa tudi do samega političnega vrha dejansko. Še vedno je isto. Ženska mora narediti in pokazati veliko več, da je sprejeta tako kot moški. Kako boste, če boste nastopili to funkcijo, usklajevali družinsko življenje? Rekli ste, da imate 2 šoloobvezna otroka. Vse se da, samo organizacija mora biti prava in aktiven moraš biti in želeti si moraš in mora ti biti mar in vse gre. In na srečo imam krasnega moža, moj mož je Američan, je prišel živeti v Slovenijo, se zaljubil v Slovenijo, najprej pravi, da vame, potem pa še v Slovenijo in je ostal tukaj. In je malo iz drugačne družbe, pa ni nikoli imel problema s tem, kaj je moško in kaj je žensko delo. Tako da mi doma izredno veliko pomaga, mi stoji ob strani in me spodbuja in pravi to, kar se boš odločila, to bomo speljali, pa na vsak način ti pomagam, kakorkoli ti lahko. In kar gre. Tudi otroci razumejo, sicer pa veste, saj za aktivno vzgojo in za topel odnos med staršem in otrokom ni potreben cel dan. Če cel dan sediš zraven njega in oba gledata v isto smer, v isti ekran, nista s tem nič naredila. 5 minut na krilo, kako je bilo v šoli, kaj se ti je zgodilo, te kaj prizadelo, bi kaj drugače naredil, je dejansko veliko več. Pravimo, da za vsakim uspešnim moškim stoji ženska, torej obratno tudi drži. Obratno tudi drži. Kakšna bo še vaša volilna kampanja do 22. oktobra? Sedaj smo še v teku zbiranja podpisov, tako da naprošam tudi vse poslušalce, ki podpisa še niso oddali, ne vzame veliko časa. Res je, treba je na upravno enoto, ni prijetno, ampak vseeno prosim, da mi dajo to možnost, da se bom potem lahko predstavila na soočenih predstavitvah. Se tudi trudim biti prisotna po Sloveniji na različnih prireditvah, srečanjih. Povsod se ne da biti, ampak nekako potem pač oceniš. In seveda se odzivam tudi na vabila. Če me kam povabijo, prav rada grem. Tako da je zdaj prevajalstvo malo ob strani. Prevajalstvo niti ni ob strani, prevajalstvo laufa po noči. Ampak spočiti si je tudi potrebno. Suzana Lara Kraus, kandidatka Slovenske ljudske stranke za predsednico države. Hvala lepa za tole predstavitev. Uspešno kampanjo vam želim še naprej. Hvala tudi vam za pogovor. Predsedniške volitve 2017.